Živijo v novem vlogu, renovacija hiše na Švedskem se nadaljuje. Naslednja naloga, ki jo imamo, je narediti tukaj konstrukcijo za vrata, oziroma za zid, kjer so nekoč bila vrata, tukaj je bil včasih star WC, zdaj z tega pa ne bomo potrebovali, bomo raje na ta račun večjo kuhno, tako da moramo zdaj tukaj narediti konstrukcijo, da bo lahko zid naredila in zaprla vrata. V bistvu sva isto naredila že v spalnici, tako da nekih presenečenj tukaj ne pričakujeva in upava, no, da bo šlo vse po planu. Ja, ko pa to končava, imamo pa tle še ta tla za zapreti, za kar moramo sicer lahko malo pripraviti, ampak moramo pa čakati, da vodovodar pride in naredi nove cevi. In ja, upava, da kmalu pride, pa zapreti moramo še par odprtin v tleh, ki so tudi nastala med delom. Tako da imamo še nekaj dela, pol se bo pa končno lotila sten in zapiranja sten in res upava, da ta del zelo hitro pride, da bo malo hitreje šlo naprej. Ja, tega se ful veseliva, ampak je še nekaj stvari prej za zrihtati, ker so vse bolj take neke malenkosti, ampak se kar naberejo te malenkosti in kar vlečejo že nekaj časa. Ja. Dobro jutro, midva sva spet na poti, spet gremo do onega mesta, 2 uri stran. Danes imava sestanek v Ikeji, da bova naročila kuhno, potem greva pa še v par trgovin, spet po material, ki ga bova pripeljala domov in upava, da ga začela kmalu uporabljati. No, da malo pojasniva dogajanje prejšnjih posnetkov in vsega, kar sva počela. V bistvu sva se kar nekaj časa odločala, kako bova dokončala te stene oziroma jih sploh začela z njimi delati. Najprej nisem mislila dati nobene izolacije, zato ker je tudi prej ni bilo, poleg tega so to res debele 150 let stare brune, ki pač, ja, so orenk in tudi orenk izolacijo že dajo same po sebi.
In tudi pogovarjala sva se z domačini, predvsem z enim, ki ima s tem zelo veliko izkušenj in nama zelo rad pomaga. In tudi on je prvo rekel, da se mu ne zdi smiselno kakršnekoli izolacije dajati, sploh zato, ker je bila ta konstrukcija že narejena in zelo veliko prostora za njo ni bilo. In ja, bi bilo res ful veliko dela, da bi mi to odstranila in naredila novo konstrukcijo. Tako da, ja, prvo nisem imela namena nič narediti. Potem je pa ta domačin poklical enega mizarja, ki je prišel sem nama čistko pomagati in svetovati. Tudi on je rekel, da ne bi dal nobene izolacije, ampak pa smo se malo pogovarjali, pa je rekel, da pač ja, malo izolacije vsem boljš kot nič. Tako da sva se zdaj odločila skupaj z njima, da sva dala 4,5 cm te kamene volne med te lesene dile, kar je šlo, malo sva mogli nekaj stanjšati, ker ni bilo dovolj prostora, ampak ja, tako da zdaj izolacija je in bo. Ja, ni je veliko, ampak boljš kot nič sigurno bo. Mora pa zdaj zato najprej, preden zapreva stene, mora najprej med izolacijo in med prostorom dati tukaj še čez eno parno zaporo oziroma oviro, no, to je en tak polivinilsen, da do določene mere prepušča tudi vlago, ampak ne preveč, tako da se ne more potem noter v izolaciji kondenzirati. Potem pa čez pridejo OSB plošče in potem zaključni sloji. Par dni nazaj sva si tudi že sposodila prikolico, tako da sva šla po te OSB plošče in po to zaporo oziroma oviro. Tako da imamo zdaj vse materijale, razen zaključnih slojev, no, tako da lahko končno začneva z delom in začneva zapirati stene in se ful veseliva tega. Ja, končno je prišel čas, ker se bo dejansko napredek videl, ker bo začel postajati malo bolj podobno končnemu izgledu in končno je konc teh malih prčkarij, ki so nam vzele ful veliko časa in energije in se nič ne poznajo skoraj. Ja, siguran bo kakšna še prišla tekom dela, ampak večina se jih že odpravila, po moje. Da se veseliva in greva delati.
No, malo update, kaj se dogaja. Mi dva dobro napredujeva z delom, čeprav počasneje, kot sva upala, ampak se premika. Spalnica pa dnevna soba sta že skoraj končani, kar se teh USB plošč tiče. V spalnici ena stena, pa v kuhinji bo malo drugače narejena kot ostale, tako da greva zdaj v trgovino še te materiale kupiti, ki jih zadnjič nisva uspela. Tako da ja, upava, da bo kmalu stene zaključene. Ja, nama je pa zadnjič ostalo kar nekaj, mislim, da 3 paketi pa pol stropa, zaradi tega, ker ko sva kupovala strop, sva upoštevala nekje 10% višek, ker to je nekako nek standard, ki se vzame malo več materiala, da ti pol ne zmanjka, ampak na koncu sva, mislim, da samo eno desko nekaj narobe odrezala, pa še tisto pol lahko vseeno porabila kasneje, tako da so nama ostali 3 paketi pa pol. In zdaj bo dokupila tudi samo 2 paketa še dodatna tega stropa in bo lahko še na hodniku naredila nov strop, tako da se tudi tam na koncu ne bo rabila ukvarjati s tem, da bi starega brusla in barvala, pa tudi ta staritek niso neke lepe letvice, v bistvu je samo nek masonit gor nabit in prebarvan z neko tako zelo prekrivno barvo, tako da ja, na koncu bo vseeno lepš, če bo nov strop, pa tudi bolj pametno se nama zdi dokupati samo 2 paketa, kakor pa zdaj tam neke barve kupiti, pa ne vem koliko dela imeti, glede na to, da nama je itak toliko ostalo materiala še. Ampak ja, drugače pa v malo čudnem vrstnem redu delava zdaj te zadeve. Midva so si zamislila, da bi najprej parno zaporo v vseh sobah, potem bi lepo te USB plošče v vseh sobah, pa zamislila so si, da bi bili že stropovi prej končani, ampak tudi če v kuhinji strop čaka, to pa v bistvu zato, ker čakava vodovodarja, tam ena cev pride iz zgornjega štuka, ki jo treba odstraniti, pa zapreti, tako ko se zagre, tako da ne morava sama. Vodovodarja so sicer takoj, ko so prišla na Švedsko, kontaktirala in v sredini avgusta, to je že 1 mesec nazaj, so mu tudi napisala potem, da je zdaj že vse pripravljen za njega. Vmes je enkrat bil pri nas in je pogledal, ampak od takrat je potem prišel, ko so mu napisali, da je vse pripravljeno, je prišel, mislim, samo enkrat za 1-2 uri. Parkrat je napisal, da bo prišel, pa ga ni bilo, tako da zdaj sva ga imela pa res dovolj, ker je bilo rečeno, da naj bi prišel 2 dni nazaj, pa je zjutraj napisal, da zdaj pa njegov sin zbolel. Sem mu napisala, kdaj pa bo pol prišel, če bo prišel pol čez, ne vem, par dni, pa sploh več nič ne odpiše, tako da zdaj sva kontaktirala eno drugo firmo in bo s tem vodovodarjem zaključila in upa, da bo ta firma ali pa naslednji teden zrihtala, ima malo več zaposlenih, tako da upam, da bojo malo bolj zanesljivi in da bo lahko normalno napredovala z deli. Ja, upala sva, da bo lahko ta zrihtel, zaradi tega, ker je iz sosednje vasi, pa sam dela, pa tako najbrž bi bil cenejši. Pa na začetku je res prišel isti dan, kakor sva ga klicala, zdaj pa ja, ne. Tako da sva kar zadovoljna, da večino oddelava sama. Sicer gre ful počasneje, ampak saj ne zgubljava živcev z nategovanjem. Tako da ja, na srečo pa električar zelo pošten in pride takrat, ko reče. In upava, da bo nov vodovodar tudi tako. Ja, morava pa povedati še, da sva si tam spet sposodila prikolico od sosedov. Upava, da zadnjič, čeprav sva to zdaj že parkrat rekla. Ampak, ja. V glavnem prišla sva jo iskati in sta nama poleg tega še zelenjavo svojega vrta dala, tako da sta res ful prijazna in so zelo zadovoljna, da imava njiju za sosede, čeprav živita daleč, ampak sta pa najbližji. Vodovodar je imel na koncu malo več dela, kakor smo pričakovali in je vse skupaj delal 1 teden. V bistvu zato tudi, ker smo ugotovili, da je kanalizacijska cev iz kuhinje že precej rjava. To je ugotovil tako, da je šel spodaj pod hišo in preveril, se pravi prerezal in ugotovil, da je noter res čist zapacana in čist polna rje, tako da je takole pod hišo potegnil novo kanalizacijsko cev. Kar je bilo pa že itak v planu, je bilo pa, da se iz kopalnice potegne 4 cevi, 2 gresta v kuhinjo za toplo in hladno vodo,
2 gresta pa v dnevno sobo, zato da se poveže toplotno črpalko z starim ogrevalnim sistemom. In tako smo se izognili 4 velikim industrijskim cevem, ki so prešle po sredini stropa čez celo stanovanje, zdaj grejo lepo po tleh. Midva so pri določenih stvareh pomagala tudi vodovodarju, tako da je bil napredek malo počasnejši, ampak vseeno sva v tem času uspela narediti kar veliko enih malenkosti, od večjih stvari sva pa dokončala strop v kuhinji in pa na novo naredila strop na hodniku. No, ko je vodovodar odšel, pa sva res končno lahko zaprla to luknjo v kuhinji, kjer je bil star WC, ki naj jo je res že zelo mučila nekaj časa. Potem pa sva se lotila še sten. Evo, vlog se je začel na tem istem mestu, samo da ni bilo niti še konstrukcije tukaj, ker je bil prej star WC. Zdaj pa sva to steno zaprla in zaprla stene vse v hiši in sva ful navdušena nad napredkom, čeprav počasno. Ja, vmes je delal en teden vodovodar, imel kar veliko dela, na koncu ta iz te druge firme in so bila z njim tudi ful zadovoljna. Ampak ja, saj nekaj so midva vmes vzporedno z njim delala, stropove so zaključile recimo, ampak marsikaj nisva mogla. Tudi predvsem manj efektivna so bila, ker so vsake toliko mogla tudi njemu kaj pomagati, pa kaj vprašal, pa tako. Tako da ja, vse skupaj se kar zavlekli in tudi ja, te plošče sicer ful veliko pokrijejo, ena plošča veliko pokrije, ampak je vseeno kar veliko dela z njo najprej, da vse odmeraš, pol da odrežava, pol je treba to vse prešraufati, mislim, da so uporabila skoraj 2000 šraufov, tako da res se vse skupaj kar traja, no. Pa te doze izrezati. Ja, še to. Ja. Poleg tega nam je šlo tudi kar veliko stvari narobe. Ja, poleg vodovodarja, ki nam je zavlekel delo, je problem tudi, da smo srednji česar in da veliko DHL in teh raznih prevoznikov ne dostavlja na naš dom, ampak dostavlja samo na te pick-up pointe.
Tako da, ja, recimo, ko so naročila zdaj zaključne plošče za nastene iz Bauhausa, jih niso dostavili domov in bi jih mogla iti midva kar nekam 2 uri stran iskati, tako da na koncu smo se zmenili, da so jih pripeljali v to mesto 50 km stran na podjetje od tega vodovodarja, ki je delal, to, ki je bil prijazen, da se je tam zmenil, da pač bo en paket za naju tja prišel, kar velik, ker so vse stene v bistvu najne prišle tja. Tako da ja, s takimi stvarmi se pa ful zavleče, ker se ne zgubiva en dan, da se mi dva prikolica od sosedov sposodva in greva tja in nazaj in to zelo počasi se mora furati. Poleg tega so bile tudi take stvari, da se je nama recimo ena žaga, s katero žagava, se nama je pokvarila. Tako da sva začela delati, mislila, danes bova ful veliko naredila in se pokvarila in sem mogla iti spet za to 50 km stran mesta zamenjati in priti nazaj in sva spet pol dneva zgubila, tako da ja, bilo je veliko takih. So pa na srečo žago pod garancijo vzeli, tako da saj niso rabila nove kupiti. Saj to. Ampak ja, zato se opravičujem, da je toliko časa tale vlog trajal. Naslednjič začnemo z zaključnimi ploščami in video se že ful veseliva in upava, da bo dobro izgledalo. Ja, se vidimo. Ja.